Dragi gledalci, pozdravljeni ponovno v oddaji Eno jabolko na dan. Moja današnja gostja je etnobotaničarka in zeliščarka Nawal Nina Taha. Pozdravljena. Lep pozdrav. Prišla si iz Trsta, tam živiš in delaš. Pa za začetek bi prosila, da mi poveš malce o sebi, v bistvu kako si prišla na to poklicno pot zeliščarke, etnobotaničarke, na kakšen način si se izobraževala in kje? Okay. Kot zeliščarka sem se izobrazila v Italiji, v Urbinu. To je v bistvu tako srednja Italija, nekako zibelka te kulture. In je bil Urbino prvi kraj, kjer so odprli ta diplomski študij. Najprej je bilo enomesečni diplomski študij, potem pa se je razvil troletni. In nič, sem jaz to doštudirala tam. In potem sem prišla nazaj domov in sem si še par let pauzirala in sem si izbrala magisterij iz etnobotanike v Canterburyju v Angliji. To je bilo na antropološki fakulteti v University of Kent. In to je bil Master of Science, to se pravi, smo imeli tudi terensko delo in tako, bilo precej intenzivno, moram reči. To je torej etnobotanika, ne? To je etnobotanika. In potem nič, sem se zaposlila v trgovini z zelišči, v herboristeriji. V Italiji imamo to realnost v bistvu. Bom mogoče potem spregovorila tudi o tem, ker je scenarij evropski precej raznolik v tem smislu. Sem pa potem na svoji poti dodelala, v bistvu dobila tudi habilitacijo za vodenje v naravo, postala vodič, to je ta italijanska guida eskursionistika, guida naturalistika, dežele Friulanije, Julijske krajine. Potem lahko ta poklic izvajam v bistvu po celem svetu, več ali manj, ampak ja, imam tam svojo bazo. Ja, tako da zdaj se bavim z obema poklicama. Ja, tako v tem trenutku to sobiva. Ja. Kako sem pa do tega prišla, pot ni bila ravna. Jaz sem sicer bolj nagnjena k humanističnim vedam. Sem šla na jezikovni licej in sem veliko potovala in je itak, mislim, sem podvržena bolj tem študijem. Potem pa sem zaradi družinskih razlogov izbrala bolj znanstveni študij, v bistvu naravoslovni študij, in sem potem pa prešaltala na tehnike herboristike, ki mi je itak ležalo. In nič, potem je šlo tako naprej. No. In danes si v bistvu del tega sveta. Se pravi, v Trstu delaš v zeliščni trgovini, ampak preden se nadaljujeva s tem, bi morda definirali ti dve področji, v bistvu etnobotaniko in zeliščarstvo. Kaj pravzaprav pomeni etnobotanika? Kaj vse vključuje? Etnobotanika je v bistvu študij, študij interakcije med človekom in okoljem, bolj na široko gledano, rastlinami specifično. In se je vzrodil iz potrebe v bistvu v 90-ih letih, predvsem na angleških in ameriških univerzah, iz potrebe, da bi to tradicionalno znanje vse okoli po svetu nekako registrirali in zavarovali, oziroma tudi spet uporabili, spet oživeli skozi razne projekte in tako dalje. Tako da v bistvu je etnobotanika tako raziskovalna, lahko pa tudi bolj aplicirana, bolj aplikativna, ja. In je pa to v bistvu antropologija, tako da so te metode raziskovalne, so v bistvu antropološke oziroma sociološke, se pravi intervjuji, free listingi in tako dalje. In sem potem tudi sama na terenskem delu to nekako zvadila. Ja, to je eno. Potem pa seveda zeliščarstvo kot tako je recimo naše, tako če pogledamo od blizu, recimo to mediteransko zeliščarstvo, je seveda del ene etnobotanične dediščine, ene
enega kraja, v tem primeru, ne vem, bi rekli Sredozemlja nekako. Tako da ja, je tudi nekako del etnobotanike in ga lahko kot takega tudi študiramo, tako navzven, ne. Predvsem, ko govorimo o ljudskih tradicijah, se pravi, tudi sama včasih črpam od teh, oziroma tudi berem kakšne knjige v tem smislu. Je pa potem tudi ena druga stopnja, ne, v bistvu je bilo to potem, v bistvu to zelišča so je bilo potem nekako kodificirano in se zdaj še naprej podaja na univerzah. Je pa pri tem bilo, ne vem, tako smo doživeli precejšnjo evolucijo, zato ker je bilo tako na začetku prejšnjega stoletja, v 20. stoletju, je bilo zeliščarstvo res v rokah nekako, ne samo štrig in babic in zeliščarjev, tako ljudskih, ampak tudi zdravnikov. Potem pa se tam nekaj prelomilo, ker je šlo potem seveda vse v smeri farmacevtike, zeliščarstvo pa je ostalo nekaj zase. In smo mogoče pozabili, kako je v bistvu ta disciplina bila nekoč tako na nivoju farmacevtike, ne. Tako da to, kar potem jaz vedno, to, k čemu jaz stopam, je potem to, ne. In je ogromno literature iz preteklosti, danes se je to prekinilo. Mislim, knjige, ki trenutno izhajajo, vsaj v Italiji, niso sploh na tem nivoju. Zdaj je postalo zeliščarstvo bolj neki, tako, ki je dostopno ljudstvu sicer, tako poljudno, ampak ne daje tiste globine in tiste kompleksnosti, ne. Tako da je težko potem priti not in sem prav zaradi tega svoj čas začutila potrebo, da bi potem to nekako ljudem posredovala, ne. In sem potem šla tudi potem v to vodenje in skozi vodenja potem nekako vedno pridem na to, da posredujem ljudem lepoto tega, ne, lepoto in nekako, kako bi rekla, rigoroznost te discipline, ne, tako. Ampak recimo precej kliničnih študij se izvaja tudi z zeliščnimi pripravki. Ne, klinične študije, ja, so seveda dobrodošle. V preteklosti je bilo več kliničnih študij. Prava klinika, to se pravi, ne vem, zdravnik oziroma zeliščar, nekdo nekaj predpiše, ima en določen vzorec, določeno skupino ljudi in potem, ne vem, zanalizira, na kolikih je kako to delovalo, ne, recimo, ne, banalno, čaj. Čaj, ne. To je en tip študije, danes pa so te študije prišle na dosti bolj kompleksno stopnjo, tako da je v bistvu teh pripravkov, pravih zeliščnih pripravkov, prvo zelo težko testiraš, ker je to težko, ko se reče, reproducibile, ne. Aha, ponoviti je težko. Težko je ponoviti. Ponavadi vsekakor se osnujejo na učinkovinah, se pravi ta principio attivo, in to ni zelišče, to ni fitokompleks. To je samo ena izolirana učinkovina. Ja, to se pravi, že pristop je nekako ni ta pravi. In v bistvu se tega malo dela, ker ni niti toliko interesa, da bi se potem takšno vrsto pripravka potem tako stestiralo, da pride potem končno do ene znanstvene, ko bi rekla, ugotovitve, recimo, ki bi držala. Tako da, ja, se to dogaja ponekod po svetu, predvsem v Indiji, v Iranu, mislim, so kakšne univerze, ki potem to delajo, ampak ne pride skoraj nikoli do tega clinical trial, ne. In tudi, če bi prišlo, ne bi bilo mogoče pravo mesto za to. Medtem, ko so te izkušnje, recimo klinične, raznih zdravnikov oziroma zeliščarjev oziroma farmacevtov zelo dragocene, ne, v tem primeru. In ti v bistvu kot etnobotanik zbiraš na terenu pričevanja o tem. Jaz zbiram, moj teren je trenutno trgovina. Trgovina, okej, ja. Imamo opravka s strankami že veliko let in v bistvu ni to samo moja izkušnja, ampak je izkušnja teh, ki so bili pred mano. Ta trgovina, v kateri jaz delujem, deluje že 40 let, preko 40 let in je ta moja šefica, ki je danes ni več,
ki je bila v bistvu moja učiteljica, dolgoletna učiteljica, čudovit človek in čudovit strokovnjak. V bistvu mi črpamo že iz njenega znanja, iz njenega izkustva. V bistvu je to izkustvo, ne? Tako da smo nekje na meji. To je trgovina La Mandragola, da povemo, ker je zanimiva informacija. Mislim, tudi zanimanje za zeliščarstvo se mi zdi, da se kar povečuje v zadnjem času. Jaz sem recimo med začetku covidnih teh ukrepov, ko so nas zaprli, takrat sem se v bistvu upisala na en zeliščni tečaj in se mi je kar odprl en svet, zelo zanimiv. Ampak če se vrneva nazaj na etnobotaniko, v bistvu me zanima, ti si v bistvu svoj magistrski študij delala v Maroku, oziroma si proučevala maroško zeliščarstvo ali... Ne. Jaz sem takrat šla v Maroko, ker sem imela enega profesorja, ki je deloval znotraj GDF, to je Global Diversity Foundation, in je fundacija, ki financira študije oziroma projekte na, recimo v Severni Ameriki, v Mehiki, Maleziji, Namibiji in Maroku. In jaz sem potem šla v Maroko, glede na moj izvor, ker nekaj arabščine znam, sicer moja arabščina ni imela veze, ker je moj oče Palestinec, se pravi, potem moja arabščina čisto drugačna kot tista severnoafriška, ampak vseeno potem sem se morala naučiti francoščine, nekako sem se znašla in sem prišla v Marakeš. Študija je bila v bistvu primerjava med dvema šolama, v bistvu je moja populacija so bili otroci dveh šol. V eni šoli so ta Global Diversity Foundation izpostavil zelenjavni vrt, drugi pa ne. To zakaj? Ker je bil Marakeš nekoč znan, slovel je kot Cité Jardin, to zato, ker je bila tam ta velika muslimanska v bistvu kultura, ki se vrti okoli zelenja nekako in okoli tega vrta Edena in tako dalje. In je Marakeš bil prav tako nekako en emblem tega in je seveda z urbanizacijo se je to zgubilo. In kot se zgubljajo ti prostori, ti vrtovi, se zgublja tudi kultura, ne? In zato je potem ta naš profesor delal na tem, da bi se to spet nekako, če ne drugega, začelo preučevati. In sem jaz preučevala znanje teh otrok, v bistvu kognitivna antropologija, ki zveni tako zelo komplicirana, ampak je v bistvu zelo zanimivo. V bistvu sem jaz hodila do teh otrok in sem jih, nekatere sem tudi intervjuvala, sicer sem intervjuvala bolj njihove starše, babice, da bi razumela sploh, odkot prihajajo, kaj imajo vsekakor za sabo. Otroci pa so mi delali freelistinge, to so ti prosti seznami in to tako deluje, da v bistvu otrok našteje, ti rečeš, naštej mi 5 rastlin in on ti našteje in ta seznam veliko pomeni, ne? Če je na primer prva rastlina, ne vem, jajčevec, pomeni, da je v tej kulturi oziroma v njegovi to pomenljivo, ne? Oziroma potem zožiš, rečeš naštej mi, ne vem, zelišča in tako dalje, ne? In te se igraš s tem, ne? In vsekakor, kar sem na koncu ugotovila, je bilo, da ja, sicer je ta vrt imel nekolikšen vpliv, ne samo, mislim, seveda ne samo z didaktičnega vidika, tudi z zdravstvenega vidika in ekonomskega, ker to so itak zelo v bistvu revne populacije. Ampak tudi tako, didaktičnega vidika, ampak v glavnem njihova osnova, kulturna osnova je bila že tako bogata, ne samo zato, ker so bili prebivalci starega mesta Marakeša, ampak predvsem, ker so prihajali iz enih takšnih regij, ker je Marakeš takšno mesto, kamor migrirajo. V zadnjih 50 letih so bili potresi, suše in tako dalje. In potem smo imeli ta pojav, ne? In je ogromna kultura, je zelo bogato. Tako da je bilo res težko razbrati, kaj odkot prihaja. Kaj je kulturno specifična. To je bila prva študija, druga študija pa je bila izven tega mojega magisterija. Sem dobila sponzorstvo od ene španske univerze in sem šla v
na visoki atlas, tam pa, prosti. Jak. Ja, tam pa je bilo, sem imela opravka z etnoveterinarijo. To se pravi, v bistvu so bili oni transhumanti in Samo da poveva za gledalce, Ja. kaj to je, ker ne vem, če poznajo vsi to izraz. Torej, to so Kar- pastirji, ki Tako. premikajo črede Ja. To je skladno kot naša planšarija. Tako, ne? ja, naša planšarija. V bistvu je koncept ta, da je tako, poleti se pelje živina, v tem primeru ovce in koze, na visoke pašnike, ker je tam tudi najboljša paša, najbolj aromatična in tako dalje. In ker ni še tako mraz, seveda, potem pa se po zimi gre spet v doline. Ne? To je glavna ideja. Ampak zanimivo, ker so tukaj niso romali samo pastirji, ampak v bistvu Cela skupnost. Cela skupnost. In so imeli tako eno vasičko na vrhu. So bili v bistvu dve vasice, ne? Eno spodaj, eno zgoraj. Potem pa so pastirji imeli svoj agdal. Agdal pa je v bistvu ena tašna naraven rezervat, ampak tako zelo starodaven, v katerem se verjame, da se tja ne sme pred enim določenim datumom, je v bistvu svet in obstaja vse en tabu okoli tega. In v bistvu je bil naš interes prav okoli tega agdala. In kako potem oni ravnajo s temi svojimi živalmi. Ne samo glede na zdravilna zelišča, ki jih uporabljajo, ki je bilo v bistvu malo, spet, ne, greš tja za eno idejo in potem odkriješ ogromno enih drugih stvari, ampak predvsem upravljanje te živine, ne, to, kam recimo pastir pelje, kadar misli, da ima živina en določen problem, ker tam rastejo ene zadeve, oziroma bali so se, večkrat je bil problem voda, tam, kjer je bila voda, je bil ponavadi kakšen džin, to se pravi kakšen demon. Tako zelo fascinantno. Ne? Potem smo to mi vse proučevali in nič. Zanimivo. Ja. No, če se vrnemo na zeliščarstvo v Evropi, recimo me zanima, če nam lahko malo razložiš zgodovino zeliščarstva v Evropi, no, to, kar si ti raziskala. Ja, no, zgodovina zeliščarstva je v bistvu, se pripisuje že Grkom, potem pa preide v rimske čase, mislim, tam imamo najpomembnejše avtorje in Hipokrat je seveda tisti prvi, mogoče najbolj znamenit in tisti, ki je tudi avtor te doktrine o raznih elementih, ki so potem vzrodili te 4 konstitucije. Ne? To je melanholija, ki je povezana s tem črnim žolčem, potem je to je sangvinoznost, to je v bistvu povezano s krvjo, ne? Ne vem, kako se to prevede v slovensko, pardon. Sangvinik je kot tip, ja. Potem je ta bileđala, to se pravi rumeni žolč, to so koleriki in potem so še flegmatiki. Zdaj, to je prišlo tudi v naše čase nekako in se je potem tudi so se spremenjali ti koncepti, ampak v bistvu so zelo slični konceptom, ki jih najdemo tudi pri ajurvedi, pri kitajski medicini, ne. Gotovo so imeli en na drugega vpliv, ampak mislim, v bistvu je to ni niti tako pomembno, ker so ti, po mojem, ker je ta delitev zelo intuitivna, ne, nekaj, kar je vedno človek že zaznal in potem je opisal na razne načine skozi razne prispodobe. In konec koncev, mogoče tudi, če tega ne bi bilo, bi tudi, ne vem, tako, če abstrahiram, bi mogoče tudi sama tako že nekako razmišljala, ker mogoče tudi otrok se tako približuje svetu, če pomislimo, recimo to hladno, toplo, suho, vlažno, ne. Ja, to je le naša izkušnja to je izkustvo, svetom, ja. To se pravi, ja, to je eno. Kar se tiče potem te antične kulture, ki se je potem v srednjem veku popolnoma zgubila in je v bistvu prišla v samostane, ne, samostani so bili potem inkubatorji tega velikega znanja. Recimo Karel Velik je dal, ki se je zavedal
pomembne vloge, ki so ga imeli samostani, je dal en edikt, v katerem je določil, katerih 20 zelišč naj bi se tam gojilo. In so bila potem ta zelišča na razpolago ljudstvu, ne? To so bile potem farmacije za ljudstvo. Torej so v bistvu menihi bili zeliščari in so tudi nekako zdravili. V Evropi, ja. Istočasno pa imamo potem tako eno zelo zanimivo poglavje, ki je ta salernska šola, salernitanska šola. To je bilo po na začetku 2. tisočletja. V Salernu so imeli kot na takšno univerzo, kjer so se zbirali učenjaki iz vsega sveta in je bil to en melting pot, ker se je zgleda ogromno enih kontaminacij zgodilo. Ne? Recimo, Arabci so prihajali in so potem črpali iz tega znanja in so potem to pragmatično prevzeli in prelili v svoje znanje. Ne? Rekla si 2. tisočletja, najbrž si mislila 2. stoletja, to je bilo... Ne, okoli leta 1100 se mi zdi. Aha, okay, ja. Okay. Ne, to je bilo... Ja. Spravi, to je pred uradnim srednjim vekom, ali to je že srednji vek? To je že srednji vek. Samo da je bilo tašno posebno poglavje. Tako... Kaj pa je znanega o tem, kar je ostalo recimo med ljudstvom zeliščarstva, recimo to, kar so pač te ženske in moški, ki so bili označeni potem kot čarovniki tudi včasih. Jaz sem prepričana, da je bilo to, v bistvu so ljudje stalno preizkušali vse to znanje, itak so bili povezani z ozemljem, itak so ženske so vse vedele, kje je kaj raslo, itak so stalno preizkušali na svojih otrocih in domačih in tako dalje. Tako da po mojem je bilo to stalno raziskovanje. Stalna praksa. So se po mojem tudi menihi potem iz tega, to je bilo, po mojem je bilo vse zelo povezano. Ne? Vedno mi vidimo kot vse zelo razdeljeno, ampak je bilo že takrat tako precej, se je prelivalo. Ženske so bile vsekakor tako v tej starodavni, vsej srednjeveški kulturi predvsem zadolžene za porode, ne? Naprimer, tam se je veliko tudi znalo. To je prehajalo iz roda v rod, ne? To ni bilo nikjer zapisano. Ja. Ustnem izročilu. Absolutno. No, recimo, kaj pa sodobno zeliščarstvo? Kdaj se recimo začne spet bolj, recimo, kdaj se začne medicina, konec koncev, ko se vzpostavlja, se začne zanimati, ali na začetku uporablja zelišča za... Jaz se spomnim, ko sem neke intervjuje brala s zdravniki iz tam 40-50 let, so uporabljali zelišča, so ljudem svetovali uporabo zelišč, ne? Takrat farmacevtika še ni bila toliko razvita. Tako. Imaš kakšne podatke, kako se je to razvijalo? Recimo, da je bilo konc 19. stoletja, je bilo, mislim, v bistvu so prišli do raznih dognanj, ne? Predvsem to kemija in farmakologija in smo imeli prve izolirane snovi. In to je bilo potem seveda navdihano eno branšo, ampak potem ni bilo še zrelo, ne? In se je nekako nadaljevalo, mislim, zdravniki so še vedno segali po teh zeliščih, potem pa je enkrat tam po drugi svetovni vojni je bil boom in se je prav spreobrnilo, ne? Potem smo imeli en preporod okoli 60-ih, 70-ih let, ampak tisto je bil že New Age, tisto nima po moje več toliko veze s tem, ne? Ker to je bila res uradno znanje v zvezi z zelišči. Ja. Torej, ta odnos med fitofarmacijo, oziroma danes fitofarmacija, klasična oziroma ta farmacija, ki v bistvu raziskuje in išče sintetične snovi, ki jih lahko patentira, in tradicionalnim zeliščarstvom je meni zelo zanimiv, ker pravzaprav, večkrat sem že tudi prebrala, da tudi ta farmacija, ki raziskuje sintetične snovi, ki jih je možno patentirati in služiti na tem, da pravzaprav ves čas simulira snovi iz narave, torej naravne učinkovine, ki so že prisotne v rastlinah in jih poskuša potem pač, ne? Tako so razne možnosti. Eno je to, da so naravne snovi navdihnile
navdihnile nastanek sintetičnih snovi oziroma sintetizirajo, ker manj stane včasih, da sintetizirajo v laboratoriju, kot da delajo izvlečke iz naravnih tistih podlag. Se pravi, to je eno. Potem imamo recimo, seveda, če ne bi bilo naravnih snovi in če ne bi bilo te fitofarmakologije in to ne bi bilo, sploh ne bi poznali, ker to je bila prva kemija. In na ta račun se potem lahko tudi špekulira in se pride do vseh teh novih. Potem pa je na drugi strani pa je čisto druga filozofija, ta je pa filozofija, ki ni filozofija, v bistvu je drugi pogled, ki vidi v fitokompleksu, to sem že prej omenila, bistvo delovanja zelišč. Sicer ni samo fitokompleks, bi lahko govorili seveda tudi o vibracijah in energiji, če govorimo tako iz kemičnega vidika vsaj, zakaj so zelišča tako dragocena? Zato, ker so po eni strani učinkovita, čeprav bolj počasna, po drugi strani pa varna. Zdaj, če govorimo seveda o teh zeliščih, s katerimi imam jaz opravke, jaz nisem lekarnarka, se pravi, ne izoliram teh strupov in potem delam ne vem kakšne kemoterapike in to nima veze z naravnim zdravljenjem. Naravno zdravljenje je prav to, da se ti obrneš recimo do zelišča, pripraviš na primer čaj in se potem prepustiš temu brez strahu, ker se držiš enih določenih paradigem, ker tisti čaj pripraviš na določen način, bomo potem tudi mogoče povedali kaj o tem, oziroma se držiš predpisov tistega, ki ti je podal tinkturo in boš vzel en določen odmerek tinkture in veš, da s tistim ne boš imel težav. Zdaj, seveda je dosti bolj zahtevno, časovno zahtevno, mentalno zahtevno, mogoče tudi ekonomsko zahtevno, ne. Seveda, pot je bolj navpična, ampak privede večkrat, ne vedno, ampak večkrat do zdravljenja. Potem seveda je not tudi ta drugi element, to je ta vibracijski element, ki so ga antični pisci imenovali vis medicatrix nature, ne? To je prav to, kar je v naravi in česar niti ne razumemo, ampak ki poganja naprej naš bit in naše življenje v bistvu. Še to. Ja, se recimo, če samo lahko, jaz to razumem prav posebej recimo na Bachovih kapljicah. Ja. Bach je najbolj razvijal ta vibracijski učinek, ne? Ja. Ker tam bi rekel, kemično gledano je voda. Tako, ja. Ampak v bistvu ima informacijo. Točno. Bach in tudi homeopatija, konec koncev, zelo delajo na teh subtilnih energijah, so osnovane na tem, medtem ko je zelišče niz enih stvari, ne? Snovi, ampak tudi te vibracijske, tudi eterična olja so zelo zanimiva iz tega vidika, ker so eterična olja pa mogoče še bolj zanimiva, kar se tega tiče, zato ker imajo tako fiziološki učinek, imajo učinek skozi naše čute, indirektno na možgane, to se pravi uravnavajo na nevrološkem nivoju eno serijo stvari, spravi emocije tudi, ne, čustva. Istočasno pa imajo direktno vpliv na vibracijo, ker imajo izredno visoke vibracije. Recimo eterično olje vrtnice vibrira, se mi zdi, na 300 MHz, tako nekaj takega. Medtem ko je naša osnovna vibracija, zdaj mogoče kakšen fizik, ko bi rekel, ampak naše vibracije človeške oziroma živalske so okoli, se mi zdi, med 20 in 40. Ja, jaz sem nekje prebrala okrog 60, ampak ja, ne vem, ampak tako, ne, da razumem, koliko je. Bistvena razlika, ja. V bistvu, zakaj v bistvu eterična olja tako delujejo, ker v bistvu uravnavajo že ta elektromagnetski, ne, elektromagnetsko polje. To se pravi, ja, če se pa zdaj vrnemo k fitokompleksu. Torej fitokompleks, ne vem, če morda deva sam razložiti, kaj to je. Ti bom razložila, ja. Okay. Sej, prihajam tja. Naprimer, čakajte, pomislim na kakšno zelišče, ki je tako
lepo ponazarja. Ja, naprimer, sena, ne? To je ta odvajalo zelo močno. Ki med drugim zdaj ti antrakinoni so zdaj na sodni klopi, vsaj v Italiji, mislim tudi na evropski stopnji. To so učinkovine, ki so v tem zelišču. Učinkovine, ja, antrakinonski, glikozidi. No, vsekakor, to so zdaj na sodni klopi. Zakaj? Ker v bistvu gledajo to na tako zelo ozek način, ker seveda je učinkovina zelo močna, zelo agresivna, v bistvu črevesno steno razdraži in povzroči v bistvu potem odvajanje. Če uporabljamo samo antrakinon, imamo potem eno vrsto učinka, če uporabljamo pa naprimer čaj senin, je potem učinek še vedno katartičen, to se pravi zelo močno odvajalen, ampak če se držimo enih doz, bo potem učinek dosti bolj blag. Ker je notro ogromno enih snovi, ki to blaži, čreslovin in tako dalje. Zdaj, da dobim en drugi primer. Skratka, kar govoriva, v bistvu gre za to, da rastlina je ima kompleksno sestavo teh učinkovin, ki se dopolnjujejo in ki pomagajo tudi, ko bi rekli, balansirati in neutralizirati morda neke druge. Ja, tako, okay. Med drugim, ponavadi, ne vem, en drugi primer je, to je drugačen primer, recimo artičok, Cinara scolimus. To je eno zelišče, ki je tako zelo skrivnostno, ker v bistvu niso še točno razumeli, katera je res glavna učinkovina. Nekateri pravijo cinarin, ne vem, je še, v bistvu ni tako eklatantno in v bistvu, če bi vzel katerokoli učinkovino, ne bi nikoli imel tisto kompleksno dejavnost, ki ima potem zelišče, ki je v bistvu zelo dragocenega, uporabljamo pri holesterolu, pri kamnih na žolču in pri čiščenju jetra in tako dalje. Je ogromno enih zelišč, ki ko jih ti razstaviš, grejo v nič oziroma postanejo škodljiva. Ne? In kar se danes dogaja, je prav to, v bistvu, recimo, kurkuma, ne? Kurkuma, to je tako lepa začimba, res, ne vem, mogoče uporabljajo v Indiji 10.000 let in je ogromnega izkustva in je med drugim tudi začimba, ni samo zdravilo, seveda. Danes se pa uporablja kurkumin in razumeš, kako je to daleč od tega. Sicer mogoče, ne vem, mogoče je lahko za kaj koristno, ampak če se potem človek, ne vem, ko si čisti jetra, namesto da se obrne na kurkumo, se obrne k kurkuminu, to ni več, razumeš? Tako lahko prodaš najbrž bolj enostavno, ali ne vem točno, zakaj gre v to seciranje. Je ogromno enih, po mojem, tako enih razlogov, da se to dogaja. Je kultura prav, ki se tako zelo obrne na farmacevtiko in v bistvu je naš ta mindset dosti, mislim, v bistvu navajen razmišljati tako zelo mehansko, mehanicistično. To se pravi magic bullet, je tako ena težka besedica. Instant rešitev. Ja, in to, kaj je točno sproženo, ne vemo točno, vemo, ti lahko naštejem vrsto učinkovin, ki so v tem zelišču, lahko ti govorimo o njegovem okusu, lahko ti povem, kako je, recimo zdaj spet artičok, kako je pomembno, da ti zaznavaš tudi okus, ker je tudi sam okus, grenek okus zelo pomemben. Ali vonj pri določenih zeliščih pijemo recimo metin čaj, če bi mi zaprli nos, ne bi imeli verjetno vsega tega, ne. Res, ogromno enih primerov, to se pravi mindset, kako se to reče po slovensko? Ja, smiselna naravnanost. Ja, tako. Potem seveda so tudi ekonomski razlogi, tako je dosti lažje potem, ne vem, nekoč so bila ta podjetja, ki so proizvajala zelišča, so bila res specializirana in mi še vedno v trgovini delamo samo s takšnimi podjetji, ki so v bistvu taki, izhajajo iz ene tradicije, ki ima zdaj že enih 50 let. Tako Italija je zelo močna, še vedno ta tradicija med navednicami.
Je pa nastalo v zadnjih časih ogromno enih podjetij, ki proizvaja tako zdravila kot fitom, razumeš? In je potem njihovo tržišče potem postalo ne samo apoteka, ampak supermarket. Aha. Danes dobiš, ne vem, vsaj v Italiji, ne vem, kako je v Sloveniji, v Italiji tako imamo oddelek v trgovini, ki je čisto posvečen prehrambenim dopolnilom. Ne? In Imamo tudi mi to, ja. Imate, ja. Zdaj, ne vem, kaj je tem za tem, ne čutim se, da bi sodila enega po enega, ampak to, da to obstaja, mislim, to ne samo da destabilizira stroko, ne, po eni strani, ljudje, ki so na tem delali, to študirali in to, ampak tudi ustvarja eno nekakovost in ljudje so čisto zmedeni. In potem si sami izbirajo, potem rečejo, ma sej se je imel kurkumo, kakšno kurkumo, mislim, katero kurkumo si je imel, kaj, kako. V Italiji smo imeli recimo pred kratkim eno afero glede kurkumina. Kurkumin so dajali s piperinom. In je bilo... To je iz popra učinkovina spet, ne? Ja, in potem je zgleda, so eni ljudje imeli ene protiučinke in so se potem seveda zgrali nad kurkumo, ne, seveda nad temi, ki so to slabo proizvajali, ne. To pravim, da je ena velika zmeda, žal, ker ni jasno v bistvu, kako postopati pri tem, ne. Ja, ker vendarle zeliščar ima znanje malce širše, ne gre samo za to, da ti izbereš zelišče, ti moraš oceniti, kaj pravzaprav človek potrebuje oziroma kakšne konstitucije je. V končni fazi imamo še to, še to svetovanje. Ja. Recimo, moje delo je, recimo, seveda nisem sama v trgovini sploh, nas je 5, ampak vse se nekako ukvarjamo z vsemi raznimi fazami in mi ne pridelujemo zelišč in ne transformiramo. Tako da je ta laboratorijska in tudi recimo agrarna faza jo prepuščamo drugim, s tem, da smo zelo pozorni na vse te procese. Jaz sem se 15 let, da delam tam, mi hodimo vsako leto na seminarje, gremo gledati ta podjetja, imamo opravka, se dobivamo, imamo konference, ker je za vsako stekleničko stoji en človek, vsaj en človek, 2, 3, oziroma podjetje, oziroma ena kmetija, oziroma en laboratorij, ne. To je živo in ne moreš, mislim, če ti ne poznaš tega, ne moreš vedeti, ne. Se pravi, to je ena faza, izbor tega, potem seveda tudi tržišče, ne, seveda trgovino, se pravi, smo tudi trgovci po eni strani, ampak še vedno skušamo biti zelo pozorni na kakovost. Potem je pripravljanje čajev, to pa mi sami delamo. Mešate čaje? Mi mešamo čaje. Tako, v Italija je poseben scenarij, zato ker recimo v Evropi ta rinfuza s fuzo, v rasulu, ne, zelišča, v bistvu se ne najdejo več. V Ljubljani najdemo na tržnici, naprimer, to so branjevke, ampak v apoteki, naprimer v lekarni, tega nimaš več. Mogoče imaš na kakšni, ne vem, kmetiji še dobiš, ja, prosti, ki si hotela kaj povedati. Mislim, kupiš jih lahko zapakirane. Zapakirane, to je, v Evropi je tako, če greš v Francijo, če greš v Anglijo. V Španiji je malo drugače, malo bolj podoben scenarij kot v Italiji, ampak tudi v Angliji, kjer zeliščari imajo prav svoj albo, ne, to se pravi, zeliščar je kot lekarnar, tam študirajo 5 let in potem imajo prav svoj, kot da bi bili zdravniki nekako. Ne. Ampak tudi tam, oni morajo vse spakirati. Medtem ko v Italiji se je ta ta pravilnik obdržal 26 let. In je prišel do nas danes tako, da imamo mi še vedno pravico prodajanja s fuzo. In na ta račun potem lahko tudi mešamo extemporano čaje. In je zato potem čajni ta kompozitum je v bistvu eno extemporano sredstvo, ki ga lahko ti vedno uporabiš
če hočeš komu res tako specifično. Res tako personalizirati. Čeprav imaš tudi druga sredstva, ampak to je recimo tudi z ekonomskega vidika bolj dostopno včasih in lahko narediš, ne vem, samo 100 gramov, rečeš, dajte poskusiti to, jaz sem to za vas sestavila na takšen način, mogoče lahko kaj spremenimo in tako dalje. Ne? In je res zeliščni čaj nekako tako eno zelo lepo sredstvo, ker ti daje to svobodo, je zelo kreativno in je tudi za tega, ki ga prejema, zelo tako ena holistična izkušnja, ne? Ker, ko smo prej govorili, ne? Okus, vonj, barva, konzistenca in ne samo, že samo recimo kupimo slezenčev čaj, tako preprosto malva, to, da mi pijemo čaj, je funkcionalno temu, da gre potem to skozi sluznice, ker so te sluzi. Pa da ne govorimo, da se človek malo ustavi, pa spije. Da tudi, neki ritualni moment. Seveda še to. Ne. Ki tudi je zdravilen. Absolutno, ampak ne, potem vse te tehnične stvari, ne, recimo vsako zelišče ima potem svoje, ne. Recimo malve mi nimamo v kapsulah in niti ne v slez, ja. In niti ne v tinkturi, zato ker nima smisla, ker je v bistvu voda taki črpa največ. Tinkture pa so alkohol in voda skupaj in so funkcionalne mogoče za druga zelišča, recimo, ne vem, od vseh dišavnic, ne, recimo žajbelj ali timijan, vse te, ki imajo te nevodotopne snovi, tam je alkohol pomemben, ne. In so zato alkoholni izvlečki v bistvu eno drugo zelo pomembno sredstvo. In en zelo star pripravek, ki ni zelo koncentriran, je dosti manj koncentriran kot sam čaj, kar se tiče učinkovin, je pa včasih, če sežemo po tinktura madre, to ni navadna tinktura, tinktura madre je pripravljena s svežim zeliščem. Spaj se v lekarni in ne boste dobili, v smislu, če jo bojo kupili od kakšnega laboratorija, ampak težko, da lekarna sama to naredi, ker nima direktnega dostopa do svežega zelišča. Ponavadi to kupuješ od specializiranih podjetij. To je edina razlika med navadno tinkturo in tinkturom madre, ampak to je to seveda. Ampak to so potem homeopati izbrali kot, homeopatska zdravila so razrečene tinkture madri. Aha, tako. To zato, ker verjamejo, da potem to hrani vitalnost zelišča. Ker tam, ko smo že spregovorili, ko je tam energija, pomembno. Informacije, no? Tako. Zapisano v vodi potem, ja, zelo zanimivo. Ne vem, če sem kaj pozabila glede trgovine. Si prišla točno do, ne vem, če si morda kaj pozabila, ampak prišle so do tega, na kakšen način se pravzaprav lahko z zelišči vse ukvarja človek, oziroma kakšni so vsi te pripravki. In omenila si tinkture, čaje, no zdaj imamo še ta izraz tinktura madre, ne vem, če imamo v slovenščini najbrž tinktura iz svežega zelišča. Med drugim je, razlika med tinkturo navadno iz suhega zelišča in svežega je razlika tudi v odmerku, ker je tinktura madre bolj rečena, ker ima več vode in zato je dvojni odmerek ponavadi, 40 do 50 kapljic. Tako, tudi to je. Ja. Potem imamo macerate in tudi to sami pripravljate, ne? Ne, mi nimamo laboratorija, ampak recimo macerat to pomeni več stvari, lahko pomeni vodni macerat, to se pravi infuzija. Recimo, lahko pomeni preprosto macerat v alkoholu. Macerat to pomeni, da maceriramo, to pomeni, da na dolgo pustimo zelišče v eni tekočini. Ne? Da izvleče ven. No, v slovenščini, mislim, kolikor sem zasledila, se ta izraz uporablja za oljne macerate. Imamo tudi oljne macerate, so ti oleoliti, recimo šentjanževka ali arman in tako dalje. Imamo pa tudi glicerinske macerate. V bistvu je vodno-alkoholno-glicerinski macerat. In to ponavadi uporabljajo vsaj v italijanski, francoski tradiciji za meristemoterapijo. To so pa izvlečki mladih rastlinskih pogankov. Ja,
mladih, mislim, pogankov. Ja, ja. In to je tudi ena druga branša. In to se uporablja pri drevesih, seveda. Spravi od lipovih pogankov do smrekovih pogankov. In je to prav še ena druga branša, ki se, ne vem, če se v Sloveniji toliko uporablja. Mislim, nekaj sem zasledila, ne da bi bilo to prav posebna veja. Recimo, mogoče najbolj znan je ribes, ker se ga uporablja namesto kortizona. In je v bistvu v tem primeru ribes, sam poganjek, zelo rečen in deluje na prvi homeopatski tej diluiciji. V bistvu je homeopatsko pripravljen, čeprav ni homeopatik, ampak prihaja vedno iz ene francoske šole, iz francoskih zdravnikov in je zelo zanimivo. To je spet drugo. No, če se vrnemo oljnim maceratom, tu pa je bolj ljudska tako, tradicija in res oljne macerate lahko pripravimo res sami, ko nabiramo šentjanževko, naprimer junija, in tam to direktno v oljčno olje. Seveda se moramo držati določenih pravil, ne? Moramo paziti, da ne splesni, to se pravi. Lahko ga pripravimo z rmanom. Rman cveti od v bistvu avgusta, julija, včasih dalje, tja do oktobra. Včasih tudi do novembra in je rman odlično tudi za celjenje ran, tako kot šentjanževka, čeprav sta si ti dve zelišči malo precej različni, ker je šentjanževka tudi zdravilo za živce, to se pravi, se uporablja tudi kot analgezik, predvsem, kadar imamo bolečine v hrbtu, oziroma ki izžarevajo od hrbta, recimo išjas tudi. In to govorimo o masaži z macerat, mislim z oljnim izvlečkom. Oprosti, o masaži. Ali tudi je tudi dober protivirotik, ko uporabljamo tudi pri herpes zosterju kot osnova za eterična olja, ker že sam tako deluje protiviralno, če pa dodamo, ne vem, sivke, čajevca, timijana in tako dalje, imamo potem sredstvo proti. To je super, da si povedala, ker mislim, jaz zadnje čase res ogromno primerov s herpes zosterja slišim, da prihaja. Mislim, prej se ni slišalo. Se ni slišalo nič o tem. Ne, v Italiji imamo tudi, ne vem kako je v Sloveniji, ampak je masovno cepljenje tudi proti herpesu zosterju zdaj na ta račun. Ja, ne vem. No, skratka se pravi oljni izvleček šentjanževke, ki mu dodaš raznih eteričnih olj, precej koncentrirano moš narediti, ker je res hudič herpes, sicer tudi navaden herpes simplex, ne? Ponovadi čajevec, sivka zelo tudi pomirja, ne? Ker se v bistvu herpes raste not v živcu, zato je sivka dvojno dragocena, miri in deluje proti virotično. Kaj pa notranje? Jaz recimo šentjanževko uporabljam tudi, ne oljni macerat, ampak tinkturo za recimo kakšne trenutke napetosti. Mislim, super deluje. Šentjanževka je prav zdravilo za živce, je tako pomirjevalo, čeprav ne klasično, kot je na primer baldrijan, pomirja, ampak tudi šentjanževka je sončno zelišče v bistvu. Raste in cveti v znamenju sonca, ker ima tudi, če ga opazujete, ko raste prav tako na žarek, ne? In to rumen, petokraki cvet, ki je med drugim poln enih takšnih žepkov, ki so polni enega rdečega olja, tako vse govori o soncu in se ga zato nabira za šentjanževo in se zato imenuje tudi med drugim šentjanževka in je pomaga osebi, da zgleda, da najde, da osvetli svojo pot. In zato v bistvu eden glavnih protidepresivov. Sicer, recimo, če ga uporabljamo v tinkturi ali v izvlečku, recimo tudi suhi izvleček je zelo primeren. Kapsula. Kaj je suh? Misliš? To so ponavadi kapsule. Suhi izvleček je tako. Je na meji med zdravilom, mislim, med kemijo in fitoterapijo in kompromis. V bistvu je ponavadi uporabijo
solvent, takšen specifičen za tisto učinkovino, v tem primeru je to hipericin, in tisto učinkovino koncentrirajo do ene določene stopnje in potem dajo na etiketo dajo titolo, to je nekako se temu mislim, pa naslov. Naslov, ja. Naslov. Ja. Naslov je potem, ne vem, hipericin, ne vem, na koliko odstotkih, ne vem, ne pride na misel. Se pravi, v bistvu je to pilo, ki izvleče ven iz zelišča in potem se to posuši. Ta učinkovina. V bistvu, suhi izvleček, se potem suši do določene stopnje in se ga potem ponavadi daje, kot podlago se potem daje suho zelišče, vsaj mi to tako prodajamo. Suho zelišče, prah suhega zelišča, zmlet z suhim izvlečkom v kapsulu. Zato, da je potem, da je ohranjen ta kompleks, ne? Ja, fitokompleks. tako da imaš vse. Pravilno. Medtem ko je potem to tudi, če bi potem to naprej koncentrirali, seveda dobimo magari samo izolirano učinkovino, ali skoraj, da danes to delajo. So, se pravi, suhi izvlečki vedno bolj koncentrirani, toliko da se potem pozabimo na zelišče, se spomnimo samo na učinkovino. Vsekakor pri hipericinu so bile narejene razne študije. Je hipericin tako, recimo šentjanževko, v določenih oblikah naj se ne bi jemalo, če se izpostavljamo soncu, veliko recimo poleti, predvsem kar se tiče suhih, koncentriranih izvlečkov, oziroma če jemljemo kontracepcijsko tableto, oziroma če jemljemo tudi protidepresivna zdravila. Tako, to je eno od teh zelišč, ki so bila najbolj raziskana in so šle teh študije naprej in imamo danes tudi te evidence. No. Tako da se potem moramo priporočiti pri tem. Ampak še vedno, če ga damo v čajno mešanico, recimo 20%, ne more škoditi. Čajne mešanice so zelo zanimive, mi delamo dosti na tem in tudi tam tako ena zelo posebna tehnika, ki sem se jaz učila, sem bila prepričana, da ko sem prišla delati v trgovino, sem bila prepričana, da znam že, pa nisem znala nič in sem se 10 let tega učila in se še vedno učim, ker je potem ta kompozitom mora spoštovati ne samo eno terapevtsko koherenco, v smislu, da mora biti vsa zelišča delovati v eno določeno smer. Recimo, ne vem, timu s kompozitom bo verjetno, če se tako imenuje, bo verjetno zdravilo za kašelj, mislim čaj za kašelj, in noter bo verjetno kakšna altea, to je sorodnik od slezenovca. V bistvu pravimo, tudi se mi zdi, da je pravimo pol slez, če se ne motim. Eno je slezenovic, eno je slez, ja. Bo not kakšen trpotec, kakšen lišaj in tako dalje. Vse gre v tisto smer, se pravi, moramo paziti na to, da je dosleden v tem smislu, da se dobro meša, v smislu, da nekaj ne pade na dno. Paziti je treba tudi na videz, ker tudi videz ima svoj... v bistvu ni bistveno, ampak je zelo pomaga. Recimo, če ima kakšne cvetne listke noter, mogoče tudi samo 5%, oziroma okus in farmakodinamiko. Obstajajo določena zelišča, kot sladki koren, naprimer, likuricija, ki je prav farmakocinetik, oziroma farmakodinamik. To se pravi, da glede na to, da ima te saponine not, pomaga drugim zeliščem, da pridejo do izraza. Torej povezuje v bistvu. Ja, in da so, ne samo povezuje, prav da so bolj biorazpoložljivi. Biorazpoložljivost je drugi koncept, ki je zelo pomemben. Danes, ki se tudi to zelo pozablja. Seveda in pri mešanju moraš to obvladati pravzaprav. Ja. Torej, zdaj, če gremo na vprašanje, kako naj se človek loti samozdravljenja? Mislim, najbrž je boljše, če gre do zdraviliščarja, ki obvlada svojo stroko in mu lahko svetuje. Ampak, kaj bi rekla ti, recimo, marsikdo ne gre in si potem normalno sam tudi kaj olajša kakšno težavo? Po mojem je tako precej tako artikulirano, ampak tako, če bi začela, po mojem samozdravljenje obstaja. Verjamem to tudi zato, ker sama
sem začela sama segati in sem se tako približala tudi temu svetu, oprosti. In gre to skozi en stik z naravo, z okoljem in s svojim telesom, oziroma s sočlovekom. Ne? Tako da absolutno imamo, mislim, pa imamo vsi ta potencial. Ne? In če se potem ukvarjamo z zelišči, v Sloveniji med drugim so zelišča še vedno v vsaki omari, večinoma ne, se dosti tega uporablja. Jaz sem prepričana, da če je to del ene domače kulture in ene prehrane in če gremo potem, ne vem, spomladi nabirati koprive in tako, potem to postane ena osnova prehrambena. Istočasno pa imamo lahko, tako v letih lahko razvijemo eno serijo enih rešitev za vsakdanje probleme, ne? Recimo za kašelj, za vnet mehur in to, potem vsak dobi svoje ravnovesje. To je eno. Sem pa prepričana, če ima človek resnejši problem, ne samo, da potrebuje strokovnjaka, ker zna in tako dalje, ampak je potem prav ta terapevtska relacija pomembna in se je včasih lažje, kadar predvsem, mislim, če smo zelo bolni, oziroma če smo, nekateri mogoče niso niti toliko bolni, ampak imajo te kronične problematike, ki te tako izčrpajo in potem sam zgubiš upanje v ozdravitev in to je tako težko in potem moraš dobiti nekoga, ki ti da tisti, tako, ki ti katalizira, ne, tisti trenutek in ti da upanje, usmeritev in potem vsake toliko ti da kakšen nasvet. Potem pa so seveda tudi resnejše bolezni, tam pa seveda tam je pa stroka in znanje in tako dalje. Kar pa jaz mislim, da je tako še en pogled, je pa prav to, ne, danes smo dosti govorili o teh škatlicah, teh učinkovinah, mislim, da bi se morali tega ljudje paziti, ker eno je, ko gremo v apoteka po eno določeno zdravilo in vemo, stranski učinki pišejo na škatlici, približno vse vemo, vsaj lahko zvemo, če hočemo, in nas itak nekako zdravnik spremlja pri tem. Če pa si sami sežemo in mislimo, da sežemo po nečem naravnem, pa to ni več to, ker je popolnoma znaturirano in pervertirano, po mojem, ker ni več to. In mislimo, da smo na varnem, potem pa to bi rekla, da je torej, posegati direktno po zeliščih, po čajih, mogoče, če si kdo dela tinkturo, najbrž tudi ni nič problematičnega. Tako, ti naravni pripravki še vedno. Kot pripravke iz trgovine. Mislim, zapakirane v škatlico in kapsule. Tako, obstaja pa še vedno, obstajajo določene firme, katerim lahko zaupamo in vemo, kako delujejo, potem to je spet drugo, ne? Ampak če bomo mi kar tako segli in na pamet izbirali, to pa ne, ker tudi še sami zdravniki ne vejo, ker tam pa nimamo opisanih stranskih učinkov, ni bilo še raziskano toliko, ne? Je tako, ne. Lahko pač pride do težav, No, bližava se počasi k koncu. Jaz bi rada še, da nam poveš ta del tvoje aktivnosti, ki se dotika vodenja, v bistvu delavnice v naravi, oziroma vodenja tukaj po Krasu, oziroma kje točno, kje vse vodiš in učiš ljudi v bistvu uporabe in nabiranja zelišč. Povej, kaj več. Mislim, ozemlje je to predvsem tržaški Kras, včasih sem šla tudi do Slovenije, včasih na Goriško. Prvo sodelujem z rezervati, se pravi Glinščica in Dobrdobski rezervat, včasih tudi Miramarski park in rezervat. To so ta bolj inštitucionalna mesta. Sicer pa sama prirejam oziroma me večkrat vabijo vaška društva, slovenska v glavnem, ne samo, ampak sem večkrat sodelovala z slovenskimi temi društvi po vaseh in to moram reči, da je zelo zanimivo, zato ker ponavadi prirejam serijo teh obiskov in imamo potem ponavadi tudi na koncu imamo, ne vem, odvisno, ampak večkrat se zgodi, da se potem tudi sestanemo neki mogoče pripravimo skupaj, se spoznamo, poglobimo, pride ogromno nekih stvari ven, je zelo zanimivo, ker konec koncev meni je to všeč prav, ker mi je všeč
ne samo stik z ozemljem, ampak tudi z ljudmi. In ljudje imajo ogromno zapovedati. Se pravi, kroži znanje. Ja, in je tako zelo participativno. Ne? In to je spet, so se nekako vrnili v tej svoji etnobotaniki, v tem primeru bolj aplicirani, ne? Ampak tudi raziskovalni, ker ogromno stvari tudi izveš. Recimo tudi zanimivo, ko včasih sodelujem s Karsjano in tam prihajajo ljudje in tam imaš mogoče kratek čas. Karsjana, to je botanični vrt v Zgoniku, ki je v bistvu ponazarja kraško rastlinstvo in je tako zelo fajn. In večkrat pridejo tudi iz Slovenije in tam je meni najlepše, ker res prideš v stik s temi raznimi goriškimi gospemi in ti toliko povejo. Neke zakladnice starodavnega znanja, v bistvu, ki gre preko ustnega izročila. Ja, tako, v eno smer in drugo. In, tako. Tudi zapisuješ te stvari? V glavno. Ja, nekaj tudi zapišem. Ja, nekaj zapišem ampak ja, res ogromno dogaja na tem. In verjetno tudi zato, ker sem del te manjšinske skupnosti, je to, da se človek vrača k tem tradicijam, s tem, da doprinaša tudi veliko novega oziroma neznanega in to zelo za ljudi pomembno. Ne? Tako, radi kaj slišijo. Ja. Sicer sem imela tudi oddajo na radiju. To je spet tako fajn, ker govoriš ljudem. Tako zelo, kako bi rekla. Ja, prenos vednosti, to se mi zdi danes prav ključno, no, da se te stvari... Ampak recimo, kako je pa možno priti na kakšno tvojo to vodeno delavnico? Facebooka nimam, oziroma imam, ampak ga ne uporabljam trenutno. Glinščica lahko pogledate na spletno stran in tudi Doberdob isto. In ponavadi, ko je govor o zeliščih, sem to jaz. Ne boste našli mojega imena, ker ne pišejo. Sicer lahko... Ampak razpisujejo oni tudi kakšne dogodke, tako da potem je to dogodek s tabo. Ja, je cel palimpsest letni. Zdaj sicer so prekinili dejavnost, za leto si prekinili, za naslednje leto spet začnejo okoli marca, aprila. Lahko pridete mimo trgovine, jaz vam lahko tudi kaj povem, sicer nimam vedno dosti časa tam, ampak se lahko pomenimo. Oziroma, kam bi lahko se še vrnili? Ne, to je to. To je to. Dobro, da se je že, nekaj je, tako da kogar bo zanimalo, te bo našel. Me dobijo. Ja, zdaj v bistvu najin čas je potekel za tokrat, meni je žal, jaz mislim, da bi se lahko še eno uro pogovarjali brez težav. Ja. Morda se oglasiš kakšenkrat, pa bova bolj specifično o kakšnih zeliščih govorili. Danes se ti res lepo zahvaljujem za ta prijeten pogovor in za vse te informacije in da si prišla v naš studio. In se vidimo morda naslednjič. No? Vam, gledalci, tudi najlepša hvala za pozornost. Upam, da ste uživali danes v vseh teh vednostih o zeliščarstvu in etnobotaniki. Vidimo se pa naslednjo nedeljo ponovno in do takrat lep večer.